Lepo pozdravljeni. Državni zbor je pozno ponoči na izredni seji z 59 glasovi za in 4 proti sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti. Glasove za tako imenovan Šutarjev zakon so dali v Svobodi, SD, SDS in Novi Sloveniji. Koalicijska Levica glasov ni prispevala. Poglejmo podrobnosti. Spomnimo, v noči na soboto 25. oktobra je v dolenjski prestolnici na brutalen način umrl 48-letni novomeščan Aleš Šutar. Tragično dejanje je globoko zarezalo v kolektivno zavest prebivalcev Novega mesta in regije, ki so v torek zatem na množičnem protestu predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, ki so se udeležili izredne seje občinskega sveta občine Novo mesto, jasno dali vedeti. Dovolj je. Premier Golob je novomeščanom in slovenski javnosti tisti večer obljubil, da bodo v najkrajšem možnem času sprejeli zakon, ki bo prebivalcem v prvi vrsti zagotovil varnost. In prav vprašanje varnosti ter ali bodo po novem zakonu pristojne inštitucije dosledno izvajale dodeljene pristojnosti, je bila osrednja tema poslancev v državnem zboru na izredni seji. Ta zakon ni zakon proti Romom, ampak je zakon proti kriminalu. Osnovno sporočilo tega zakona je poskrbeti za varnost vseh nas. Kriminalu reči ne. Veliko tega že danes omogoča zakonodaja, vprašanje pa je, kaj te spremembe, ki so jih zdaj napovedali, sploh v izvedbenem delu pomenijo. Novomeška poslanka Vida Čadonič Špelič opozarja, da gre za zelo hitro spisan zakon, a so ga poslanci Nove Slovenije podprli. Zakon ima, po njenem mnenju, pomembno sporočilo. Da bojo vsi kršitelji zakonodaje dobili sporočilo, da bojo kaznovani in da bojo ljudje dobili sporočilo, da nismo na njih pozabili, da nam je njihova varnost najbolj pomembna. Saj prebivalci iz Posavja, tudi iz Škocjana, ki ga sam kot poslanec pokrivam, pišejo, klicarijo in upajo, da se bodo zgodbe končno umirile. Ker, če se ne bodo, se znajo lokalni prebivalci, ki so sedaj ustrahovani, postaviti zase, kar pa je zaskrbljujoče, še dodaja. Dokler ne bomo naredili še vsega drugega, da se ne bo to stanje znotraj spreminjalo, tukaj so pa potrebni vsi mehki ukrepi in to obeh strani. In dokler se ne bo začel tukaj potem dogajati dosledno pri šolah, pri centrih za socialno delo povsod, ne bo napredka. Potrditev Šutarjevega zakona v državnem zboru je pomemben korak k bolj varnemu življenju v Sloveniji za vse, pa je v izjavi za javnost zapisal predsednik vlade Robert Golob. Novomeški župan pozdravlja sprejetje zakona, a opozarja. Namreč še vedno ta zakon ohranja neko dvojnost državljanov. Gre za državljane, ki so prejemniki denarnih socialnih pomoči, kjer bojo lahko naredili 2 prekrška brez kaznovanja, kjer bojo lahko eno kaznivo dejanje, kjer ne bojo šli v zapor. Vse državljane Slovenije treba obravnavati enako, je jasen župan. Ali dajmo vsem državljanom možnost, da lahko 2 prekrška naredijo brez kaznovanja in eno kaznivo dejanje, ali pa seveda za vse državljane naredimo enak sistem. Se meni zdi najbolj pomembno dosledno izvajanje že sedaj obstoječe zakonodaje in pa delovanje tako represivnih organov kot organov pregona, tožilstva in sodstva v nadaljevanju. Novi zakon posega na področje kazenske, sodne, socialne in ostale zakonodaje. Med drugim tudi prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih področjih.